Želim vam lep jesenski pozdrav. Tokratno oddajo najprej posvetimo športu. Za kipec Franca Miklošiča so se na hipodromu potegovali naši bivši dijaki, za zmago na turnirju iz odbojke pa naše dijakinje. Zaključek letošnje kasaške sezone na ljutomerskem hipodromu je med drugim zaznamovala dirka za kipec Franca Miklošiča. 7. leto zapored so se za prestižno nagrado pomerili nekdanji dijaki gimnazije Franca Miklošiča, ki so nastopili v vlogi voznikov, rejcev, lastnikov oziroma trenerjev. Zadnji krog smo Elisa Gali, ki štartno vodi na drugo mesto, ne, že napad. Le malo srednje zanimljene napade, oni speva Vlaski, seveda, Katene Krenovi, Ričerovi, ja, Elisa Gali odbila tale napad, po zadnju se približuje ponovno Anina Saksov, to se najbolj posebno. Pravzaprav najslabše kaže Apodrom Kislava z Luštom, tam na začelju. Elisa Gali, ponovno Leman, Mitja je takrat popustil, ali bo sedaj po zunanji strani kdo prihaja, Erdežev Kuvaljevi, ampak resi so tako podobni, pa še včeraj videli, kdo bo dobil to ledim, pa Elisa Gali je v vodstvu, ali bo dobro zdržljiva, je, francoske krivile svoje podpire, ali pa vendarle Anina Saksov. Letos je kas najbolje ujela Elisa Gali, ki jo je vodil Vito Šadl doma iz Veržeja. V ciljni ravnini mu je uspelo ohraniti minimalno prednost pred Anino Sakso, vozil jo je Rene Hanžekovič in Rukejo Špric, ki jo je vozila edina ženska predstavnica Jasmina Puhar. Tako šola z dolgo in uspešno tradicijo podpira šport ter rejo plemenitih živali, predvsem pa izkazuje priznanje za uspešno delo svojim nekdanjim dijakom. Gimnazija Franca Miklošiča je že tradicionalno gostila pomursko tekmovanje v odbojki za dijakinje in se tudi tokrat izkazala za odličnega gostitelja, predvsem kar se tiče polnih tribun in glasnega navijanja domačih navijačev. Kot vsa leta do sedaj se je najzanimivejša in hkrati najkvalitetnejša tekma odvijala v finalu med našo gimnazijo in gimnazijo Murska Sobota. Odbojkarice obeh ekip so predvsem v prvem setu prikazale atraktivno in kvalitetno odbojko. Z nekoliko več sreče je v odločilnih točkah zmagala gostujoča ekipa, ki pa je svojo prevlado prikazala v drugem setu. November na naši šoli je že vrsto let rezerviran za Miklošičeve dneve in zanimive ekskurzije. Miklošičev teden se je tokrat pričel z otvoritvijo razstave Jezikovni priročniki, na kateri smo posebno pozornost namenili rojstvu in življenju besed. Jezik je namreč živa tvorba in eden najpomembnejših gradnikov v življenju posameznika. Zavedati se moramo, da jezikovna rast ne sme zastati, ko zapustimo šolo, ampak moramo to dragocenost krepiti in razvijati skozi vse življenje. V torek so se dijaki prvih letnikov odpravili na ekskurzijo v Ljubljano, ki smo jo naslovili kar Mozaiki mesta. Prestolnico so tokrat spoznali iz malce drugačne perspektive in se tako seznanili s temeljnimi mejniki v zgodovini, kulturi in umetnosti. Sledil je ogled dokumentarnega filma Franc Miklošič, človek in znanstvenik, žal pa tokrat zaradi premokre jeseni ni šlo, da bi obiskovali Miklošičevo domačijo. Četrteletniki so že tradicionalno prisostvovali plenarnemu delu, na katerem smo letos gostili priznanega zgodovinarja, docenta dr. Andreja Hozjana. Od 18. stoletja naprej lahko opazujemo, kako so posamezniki iz slovenskega etničnega prostora prihajali v različna večja mesta Habsburške monarhije in tudi v osrednjo prestolnico monarhije na Dunaj. To so imena v 18. stoletju, recimo Jurija Vege, potem na prelomu iz 18. v 19. stoletje Nejko Pitar kot posamezniki, tu je bil seveda čebelar Anton Janša in v 19. stoletju imamo na Dunaju, torej delujočih in živečih, že kar nekaj slovenskih posameznikov, med temi je na vsak način na prvem mestu nujno omeniti
dr. Franca Miklošiča, človeka iz tukajšnjega okolja, človeka izjemnih intelektualnih sposobnosti, ki je kot kmečki sin po osnovnem šolanju nadaljeval in dosegel najvišje možne izobrazbene stopnje. Ne samo to, je pa tudi postal prava mera izobrazbenih sposobnosti in dosežkov za ničkoliko študentov iz slovenskega etničnega prostora. S svojo profesuro, s svojim vodenjem najprej fakultete in potem tudi kot rektor Dunajske univerze je pustil neizbrisen pečat v življenju Dunaja v 19. stoletju. Spada v tisto vrsto dobesedno največjih Slovencev 19. stoletja, ki vemo, da jih imamo kot Franceta Prešerna, kot Antona Martina Slomška in druge. No, v Ljutomeru ste pred desetletji šli in poimenovali vašo ustanovo po tem velikemu človeku. Danes me je ta ustanova, Gimnazija Franca Miklošiča v Ljutomeru, povabila na predavanje dijakom ob naši letošnji obletnici, se pravi ob 100. obletnici priključitve Prekmurja matičnemu slovenskemu narodu. Z velikim veseljem sem se temu vabilu odzval in bom dijakom skušal res v razumljivih besedah in v dokaj kratkem času predstaviti, kaj je sploh bila srž dogodkov tamle od septembra 1918. leta do avgusta 1919. leta, kako pravzaprav smo Prekmurje pridobili. Nedvomno smo veliko novega in zanimivega izvedeli od dveh jezikoslovcev, paremiologa dr. Mateja Meterca in dr. Josefa Paleja, ki sta nam predstavila svoje raziskovalno delo na Inštitutu Frana Ramovša oziroma Filozofski fakulteti. Za nekaj časa smo se odpravili v svet frazeologije, spoznavali stare in nove frazeme in se soočali z dejstvi, da je jezik dejansko živ organizem, ki se spreminja skupaj z nami. Nenazadnje so se maturanti lahko preizkusili tudi v poznavanju leksike. Letošnje Miklošičeve dneve smo zaključili z ekskurzijo na Dunaj. Dijaki drugih letnikov so tako izčrpno spoznali mesto, njegov pestri nekoč in danes, se seznanili z Miklošičevim delom ter prizadevanji, prepoznali pomen velikega jezikoslovca in tudi drugih rojakov, ki so svoj čas delali in živeli v tej za Slovence izjemno pomembni prestolnici. November na GFML med drugim že vrsto let zaznamuje tudi prva obvezna ekskurzija v srednji šoli za dijake prvega letnika. Letos so čare in priložnosti našega glavnega mesta prvi spoznali dijaki umetniške gimnazije. Deževni torek je bil kot nalašč za prvovrstne umetniške izkušnje v institucijah, ki jih v naši pokrajini žal ne premoremo. Tako so si dijaki v dvorani Kinodvora ogledali slovenski celovečerni mladinski film Gaj in svet. V poplavi komercialno naravnanih filmskih vsebin in kinematografskih multipleksov je izkušnja več kot 100 let stare dvorane in spremljanje domače filmske produkcije za dijake več kot dobrodošla. Dijaki so nato po deževnem premoru za okrepčilo svoje raziskovanje nadaljevali v SNG-ju Drama Ljubljana, kjer so imeli priložnost pokukati v zakulisje osrednjega dramskega gledališča pri nas. Premajhni prostori, nujno potrebni obnove in oder, na katerem so nastopali vsa velika slovenska gledališka imena, so ob strokovnem vodenju pri dijakih pustila močan vtis in jim dala še večji zagon za ustvarjanje. Lahko se že veselimo prvih gledaliških in filmskih izdelkov nove generacije umetnikov na naši šoli. Sprehodimo se še med ostalim zanimivim dogajanjem jeseni na GFML. Kakšno Evropsko unijo si želimo državljani? Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je skupaj z vlado Republike Slovenije in občino Ljutomer soorganizirala posvet o prihodnosti Evropske unije. V okviru le-tega so imeli GFML-jevci priložnost povedati, kaj pričakujejo od Evropske unije. Poleg že omenjenih ljutomerskih bodočih intelektualcev in občanov so se posvetovanju udeležili tudi magistra Olga Karba, županja občine Ljutomer, Niko Miholič, podžupan občine Ljutomer, doktorica Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Generalna direktorica za turizem na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo magistra Helena Cvikl ter Livija Kovač-Konstantinovič iz Slovenske turistične organizacije. Se strani institucij Evropske unije pa Manja Toplak, vodja pisarne Evropskega parlamenta. Tema posvetovanja je bila skupna kmetijska politika Evropske unije z vidika priložnosti in izzivov, ki jih predstavlja za lokalno okolje in mlade. Predvsem kakšno prihodnost zagotavlja ali bi morala zagotavljati kmetijska politika mladim, da se po izobraževanju vrnejo, prevzamejo družinsko kmetijo in jo razvijajo z dodatnimi dejavnostmi na področju turizma, obrti ali podjetništva. V nadaljevanju nekaj utrinkov zanimive razprave. Mislim, da je problem Evropske unije oziroma vseh, ki jih zdaj trenutno doživljajo Evropsko unijo, je, da nam je že vse skupaj samoumevno. Slogan Evropske unije bi mogel biti Don't take it for granted, ker ni. Vi ste generacija, kjer ste živeli dejansko v Evropski uniji, ne poznate, kak je bilo prej, tudi jaz sem že bil zelo mladi takrat. Ampak vse to, kar nam ponujajo, gledajte, koliko sredstev, koliko denarja dejansko razvoj. Tam, če se pelješ skozi Ljutomer, je ogromno, kar je gospa že tako povedala, skozi Sveti Jurij Obščavnici, če se pelješ, nova infrastruktura, ne vem, tam imajo novo kulturni dom. To so vse posledice sodelovanja Evropske unije pa pridobivanja nepovratnih sredstev. In to ni nič samoumevnega. To so darila oziroma prednosti Evropske unije. Jaz mislim, da pri mladih ni problem. Jaz tudi tako, kako vi zahodite na te mladinske evropske parlamente, sem jaz hodil. In kar se je mene vzgojilo to, pa tudi doma, da dejansko to, da smo mi z drugimi državami v sodelovanju, da enostavno nimam tega, da bi kajkoli razlikoval, ali je kdo z Portugalske, ali je kdo z Anglije, ali je kdo z Albanije, ali je ne vem kot drugel. Pri mladih mislim, da to več ni problem. Zato pri mladih tudi ni evroskepticizma. Največji paradoks pa je, da je evroskepticizem ravno v določenih državah, ki imajo največ od Evropske unije, kot je Poljska. In to je krivo slabo komuniciranje in slabo seznanjanje ljudi, kaj Evropska unija je. Ni dovolj samo povedati, kaj Evropska unija ponuja, ampak je tudi treba povedati, kaj pa zgubimo, če Evropske unije več ne bo. In tega si nobeden ne želi. Kaj je alternativa, ki je v bistvu ni, oziroma je grdo rečeno, nočemo strašiti, ampak je ena velika katastrofa, gospodarsko in družbeno. Resnično moram povedati, pa delam res od leta 1999, 20. leto na črpanju evropskih sredstev. Iz vsake finančne perspektive v perspektivo so vsi pogovori usmerjeni v to, naslednja finančna perspektiva bo manj birokratska. Bomo imeli manj birokratskih predpisov, bomo imeli manj ovir, ampak jaz sem postala, res pa sem po naravi popoln optimist, čisto skeptična, da iz perspektive v perspektivo bolj zaostrujemo različne predpise in pogoje. In to definitivno je minus teh možnosti, da kandidiramo, seveda pridobivamo ta sredstva, da enostavno teh sistemov ne znamo narediti enostavnih. Pa absolutno smo vsi za kontrolo, vsi se zavedamo tega, da denar ne more kar biti porabljen, pa ne povedati zakaj. Ampak jaz mislim, da smo postali čisto preveč skeptični do tega, preveč naravnani k temu, da kontroliramo smotrnost porabe in premalo naravnani k temu, da kontroliramo, ali smo sredstvi dejansko dosegli tiste cilje, ki smo si jih zadali. Kar se tiče ekološkega kmetovanja, mogoče za uvod, jaz sem prepričana, da Slovenija ima veliko več potencijala za prehod na trajnostne načine kmetovanja, kamor zagotovo sodi tudi ekološko kmetijstvo, kot ga v tem trenutku uresničujemo. Čeprav mi temu namenjamo kar velik delež sredstev, v zdajšnji finančni perspektivi je šlo v, se pravi, področje, se pravi, spreminjanja kmetijskih gospodarstev iz intenzivne v neko bolj trajnostno obliko, bodisi da gre za ekološko, biodinamično ali katerokoli drugo obliko, približno 60 milijonov evrov sredstev. In jaz moram povedati, da tudi interes majhnih pridelovalcev potem je vedno večji. Jaz vam zagotavljam, ker sem na dnevni ravni za stiku z trgovskimi sistemi po Sloveniji, pa po tujini, hrane ni dovolj. In tudi Avstrijci več nočejo kupovati hrane iz Severne Afrike ali pa iz Turčije in ni noben problem kupiti slovensko. Mi izvažamo borovnice ameriške ekološkega porekla v Avstrijo, ko še to pred 5 leti ni bilo mogoče. Danes je.
ker vsi gledajo na visoke standarde, dan danes je Slovenija že zaupanja vredna država in opcije za to vrste pridelave, za kakovostne pridelave je ogromno. Vse, kar je potrebno imeti samo pogum. To je ena stvar, če hočeš biti svoj kmet, gospodar. Drugo pa je, ko pri nas nastajajo velika podjetja, kot so Ocean Orchids, kot so Lušt, kot je nenazadnje Panvita, ki vedno bolj potrebujejo za razvoj, za marketing, za oglaševanje, strojnike, za strojne stvari, se pravi visokotehnološki kader je potreben tudi tu. In lahko si kjerkoli v evropskih državah kupite kakšno stvar, jo prinesete domov in ničesar ne bo treba plačati, nobene carine. Tega vsega včasih ni bilo. Zato so turistični tokovi v Evropski uniji in prehajanje meje zaradi turizma izjemno pomembni. Zakaj? Zaradi tega, ker za vsakim takim turističnim potovanjem stoji ena velika priložnost tudi za gospodarstvo. Za vsem tem stojijo številne gospodarske dejavnosti. Ko potujete, morate nekje jesti in morate nekje prespati. In seveda, da se to zgodi, da dobite ustrezno storitev, mora biti ogromno podjetij, ki za to poskrbijo. Če bi Pomurje postalo pomembna turistična regija v Sloveniji, kako bi pač Pomurje ohranili neokrnjeno? Rešitev je ravno v nagovarjanju gostov visoke dodane vrednosti. Namreč gost visoke dodane vrednosti ne bo šel na masovno destinacijo. Če mi se usmerjamo v goste, ki plačajo več, iščejo mir, naravo, potem zagotovo ne bo preko turizma. In Slovenija nima overturizma, preko turizma, nimamo ga. To, kaj na Bledu, vidite, zadnji 2 leti je neenakomerna razporeditev gostov čez leto. Če ste šli po zimi na Bled, bo pa prazen. Rešitev je v desezonalizaciji, torej enakomernejši razporeditvi turistov z pravimi produkti čez celo leto in usmerjanju v tiste destinacije, kjer trenutno je še pomanjkanje, rečemo temu med narekovaji, turistov. Ko smo mi šli statistično izračunavati, namreč to mediji nas sprašuje za že 1 leto, 2 leti, nenehno s tem prekomernim turizmom in premalo turistov na Štajerskem Prekmurju, sploh ne drži. Popolnoma enakomerna porazdelitev v odstotkih turistov je v vseh makrodestinacijah, 24 do 26 odstotna. Gap pride, razlika, ravno v sezonah. Pomurje jih ima po zimi zaradi zdraviliške dejavnosti, zaradi term, ki so koncentrirane po tej liniji navzdol, torej po skrajni vzhodni liniji. In jih ima nekoliko manj čez poletje napram Bledu, Bohinju in Obali, Ljubljana precej enakomerno porazdeljena, ima jih pa zato čez zimo, ko vsi gremo v zdravilišče, ker ali gremo smučati, ali gremo v zdravilišče, oziroma v kombinacijo obojega. Tako da tudi jaz se, tako kot Ana, ne bojimo. Če bomo prave goste nagovarjali, pa konec koncev še nekaj treba vedeti. Turist zahteva praviloma, posebej če je iz oddaljenejših trgov, nastanitveno kapaciteto. Mi nismo Slovenije prekomerno pozidali za hoteli, kompleksi, all inclusive kompleksi, kot jih pozna tujina. In nastanimo jih lahko toliko, koliko imamo nastanitvenih možnosti. Na zadnji šolski dan pred krompirjevimi počitnicami smo se z dijaki ITS raziskovanje ponovno odpravili na naravoslovno ekskurzijo. V Slovenj Gradcu smo si najprej ogledali Fakulteto za tehnologijo polimerov. Po uvodnem predavanju o tem, kaj so polimeri, smo v laboratoriji sami izdelali najlon in imeli čast, da smo si kot prvi obiskovalci ogledali nov laboratorij za predelavo in karakterizacijo polimerov. Pot smo nadaljevali na posestvo Meranovo, ki se nahaja v bližini Maribora in je v lasti Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede. Sončen dan nas je kar vabil med vinograde, kjer smo izvedeli vse o vrstah grozdja, njihovih boleznih in načinih gojenja. Sledila je kemijska in senzorična analiza vina. Zelo težko smo se poslovili, a čakal nas je še obisk pivovarne Bevok. V pivovarni so dijaki spoznali še postopek varjenja piva in vse o različnih okusih piva, ki ga varijo v omenjeni pivovarni. Preden se dijaki GFML odpravijo na krompirjeve počitnice, pripravijo komemoracijo ob spomeniku žrtvam 2. svetovne vojne. V kulturnem programu sodelujejo z učenci OŠ Ivana Cankarja ter glasbene šole Ljutomer.
Tokrat je preplet recitala in dramatizacije Cankarjeve črtice sporočal jasno. Vojna je zlo in vsi se moramo truditi, da se kaj takega ne ponovi. Naše vodilo je življenje, ki ga bogatijo ljubezen, sprejemanje in spoštovanje. Mirno! Marš naprej! Ampak stvar je taka, da pridejo pametni ljudje zmerom prezgodaj, zakaj če bi prezgodaj ne prišli, bi ne bili več tako pametni. Na GFML pa smo ravno pravšnji čas gostili Društvo za širjenje filmske kulture Kino, ki mladim z različnimi predavanji in delavnicami približa filmsko oziroma audiovizualno kulturo, kot eno najučinkovitejših orodij človekovega izraza in sredstev za razločevanje ter usmišljanje sveta v duhu znanega gesla Sergeja Daneja, da ljubezen do filma ni in ne sme biti zgolj odnos do filma, temveč odnos do sveta prek filma. Tokrat so se maturanti srečali s filmom Idealist in tako kritično vrednotili ideje Cankarjevega romana, hkrati prepoznavali ter primerjali književno podlago in film, predvsem pa razpravljali o vedno aktualnih temah slovenskega literarnega velikana. Dijaki sklopa ITS umetnost so obiskali lončarstvo Žuman, kjer so se seznanili z zgodovino družinskega lončarstva, s tradicionalnimi oblikami lončenine značilne za lokalno področje, načini žganja in glaziranja keramike. Lončar jim je podrobno opisal način žganja v peči na drva, ki jo uporablja še danes. Po predstavitvi oblikovanja na lončarskem vrtenu jim je pomagal, da so tudi sami zvrteli in oblikovali svoj izdelek ali dva. Ti so bili seveda manjši in morda nekoliko drugačni od prvotno zamišljene ideje, saj je za to delo treba poleg občutka za delo z glino imeti tudi veliko potrpljenja in lepo število ur vloženih vaj. Z avtentičnim spoznavanjem dela lončarja so okrepili svoj odnos do te tradicionalne kulturne dediščine in do vrednosti pristnega ročno izdelanega lončarskega izdelka. Delavnici se je v drugem delu pridružila tudi profesorica Nina Žuman, ki je predstavila še podjetniški vidik lončarske obrte. V razgovoru z njo so dijaki ugotavljali, kje, na kakšen način in s koliko dodane vrednosti je treba prezentirati dejavnost, da ti le ta omogoči primerno obliko trženja in dostojno preživetje. Ugotovili so, da ni dovolj, da imaš rad delo, temveč da moraš znati tudi druge prepričati o lepoti in vrednosti le tega. In za konec tudi tokrat izsledki raziskovalnih nalog naših dijakov. Z raziskovalno nalogo sem želela ugotoviti, kako bi aerogeli pripomogli k sproščanju kurkumina, aktivne učinkovine, ki je v telesu sicer netopna. Aerogel je material v trdnem agregatnem stanju z izredno nizko maso, porozno strukturo in visoko specifično površino, kar pripomore k boljši vezavi večje količine aktivne učinkovine. Deloval naj bi protivirusno, antikancerogeno, proti staranju, dermatološkim motnjam, boleznim jeter, naj bi zniževal raven holesterola v krvi in še marsikaj. Poleg tega so študije pokazale tudi, da je kurkumin izredno varen, saj nima toksičnih učinkov na človeško telo, tudi pri večjih odmerkih. Naša želja je torej bila, da bi uspeli kurkumin na aerogele vezati tako, da bi se ta potem kontrolirano, to je približno 7 ur sproščalo v telesu. Po postopku Solgel sinteze smo pripravili pektinske aerogele, ki smo jim dodali 10% raztopino kurkume oziroma standard čistega kurkumina. Nekaj smo jih nato še prevlekli s hitozanom, saj je priporočljivo, da bi se učinkovina sprostila v tankem črevesju. Pripravili smo simulacije pogojev v črevesju in v želodcu ter sproščali učinkovino po USP standardih. Naredili smo TGA in DSC analizo, s katero smo določali toplotno stabilnost aerogelov, ter FTIR analizo, s katero smo dokazovali funkcionalne skupine prisotne v aerogelih. V 10% raztopini kurkume očitno ni bilo dovolj kurkumina, da bi ga lahko zaznali s FTIR spektrofotometrom ali da bi ga zaznali v raztopinah, ki so simulirali pogoje v črevesju in v želodcu. Aerogeli s standardom kurkumina brez prevleka s hitozanom so sicer vsebovali kurkumin, saj na FTIR spektru tudi opazimo za kurkumin karakteristični pik.
Prav tako se je kurkumin sprostil pri raztopine pri in vitro sproščanju, a je le to bilo takojšnje in nekontrolirano, kar smo želeli doseči. Pri testih in vitro sproščanja so se torej najboljše odnesli pektinski aerogeli standardov kurkumina in prevlečeni s hitozanom. Hitozan je tablete zaščitil, tako da se je v simuliranih pogojih v želodcu sprostilo le malo učinkovine, ostala pa je ostala zaščitena v aerogelu. Kurkumin je dokončno se na to sprostil v simuliranih pogojih v črevesju in sicer kontrolirano se je sproščal več kot 24 ur. To sicer ni priporočljivo, saj bi se v tem času tableta že izločila iz človeškega telesa. Primeren čas za sproščanje bi bil približno 7 ur, to pa bi lahko dosegli z optimizacijo hitozanske prevleke. Uživajte še naprej v toplih barvah te jeseni. Adijo!